Domačini pravijo, da je sedaj ravno pravi čas za obisk Pirana, saj še ni turistične gneče. In prav zato je priložnost za odkrivanje mesta zares čudovita. Z lokalno vodnico se srečamo na osrednjem Tartinijevem trgu, ki mu pravijo tudi srce Pirana. Kjer danes stoji znameniti trg, je bilo nekoč morje. Nekoč je bilo pa to manjše pristanišče za trgovske ladje oziroma mandrač, ki so ga potem zasuli ravno z namenom, da tukaj uredijo nov, večji mestni trg, saj je mesto Piran postalo pomembno in veliko in meščani so si zaželeli novega lepega trga. Poleg tega smo pa potem tudi postavili tukaj spomenik našemu glasbeniku. Znameniti violinist in skladatelj ter priznani učitelj Giuseppe Tartini se je rodil v Piranu, na kar so Pirančani še posebej ponosni. Njegova dela so bila znana po vsem svetu. Italijanska skupnost še danes skrbi za njegovo rojstno hišo. Piran ima zares veliko zgodb. Vodnica nam je povedala tudi tisto o Benečanki, najstarejši hiši v Piranu. Pravijo, da v 15. stoletju je bil Piran zelo živahno mesto, polno trgovcev, saj je bilo trgovanje med Piranom in celim svetom in Orientom zelo močno in živahno. In tu so se sprehajali različni bogati trgovci. Med njimi tudi bogati Benečan in medtem, ko se je sprehajal tukaj ob zalivu Mandraču in sklepal svoje posle ter čakal, da se blago raztovori oziroma natovori na njegovo ladjo, se je zagledal v prelepo mlado Pirančanko. Zaljubil se je vanjo, postala sta par in vsakič, ko je v Piran prišel svojih dolgih potovanj, je mladenki prinesel s sabo prelepa darila. Vendar so zavistni Pirančani slabo govorili o tem paru in gospod se je odločil, da bo, zato da bi pokazal, kako je bogat in kako ima to dekle rad, njej zgradil prav v bližini pristanišča hišo, v kateri bo lahko bivala, ga pričakala, ko se vrne z dolgih potovanj na balkončku oziroma mu pomahala, ko bo odhajal na svoje dolge poti. In ker meščani še vedno niso prenehali z grdimi govoricami, sta se odločila tako, da boste v drugem nadstropju izklesala napis, kjer piše Laša Pordir, kar pomeni pustim govoriti. Da je mesto postalo bogato in pomembno, pa je bila dolga leta zaslužna sol. Bila je ena najpomembnejših dobrin, ki je pomenila preživetje. Veljala je za zelo kakovostno in je bila cenjena po vsej Evropi. Sprehodimo se še do cerkve svetega Jurija, ki naj bi pred hudim neurjem po čudežu rešil dva ribiča. Na vrhu zvonika je nadangel Mihael, ki se obrača po vetru in mestu napoveduje vreme. Pogled, ki se razprostira nad mestom, je prelep. Najstarejši del Pirana, to je Punta oziroma Špica, ki se razprostira po rtu Madona, ki je tudi v bistvu naravni park pod vodo. Obisk Pirana smo nadaljevali v Media domu, kjer zgodovina oživi na sodoben način. Mesto se ponaša z bogato sakralno dediščino, kar z 10 cerkvami. V muzeju pa ne manjka niti bolj skrivnostnih kotičkov, od sramotilnega stebra do temačne kleti. Interaktivne vsebine obiskovalce popeljejo skozi solinarstvo, znamenitosti in dogajanje v mestu. Posebno doživetje ponuja film o Piranu v virtualni resničnosti, dostopen v 9 jezikih. Ob obisku gluhih so si že pomagali s tolmačem. Pogled pa vedno pritegnejo tudi tla. Tukaj so najdeni ostanki temeljev cerkve,
ki je najprej bila cerkev svetega Antonija Puščavnika, potem pa cerkev z oratorijem, torej z izobraževalnim centrom, če lahko tako rečem, svetega Filipa. Tukaj se je nahajala tudi grobnica in izza tega, torej izza oltarja, na področju, kjer je ta moja majhna pisarna, je pa cerkev celo imela zvonik, ker priča o njenem ugledu, pomenu in hkrati tudi vplivu, ki so ga imeli tukajšnji bratje svetega Filipa. Ko boste v Piranu, se seveda ne pozabite sprehoditi tudi po letos prenovljenem piranskem akvariju, ki je za invalide brezplačen. Od zgodb po ozkih ulicah do zgodb podvodnega sveta. Vse to je veliko več kot le razgled na morje.